kupec mesa seveda predelovalni obrati, ki so izven Pomurja. Jaz bi si želel, da bi tudi v pomurskem prostoru to spostavili, ampak moramo postaviti pogoje. Mi se že 5 let mučimo z klavnico in to klavnico, ki bi praktično potovala, da bi na ta način ljudem omogočili, da sploh pridejo lahko do dopolnilne dejavnosti. Imamo strašne probleme, gledajte. Klavnica je predpogoj. Torej, če se mi želimo z živinorejo ukvarjati, pa nimamo klavnice, smo že onemogočeni. Smo že žrtev nekih drugih zgodb, ki nas izsiljujejo in tako naprej. In mi se seveda želimo, mi smo tudi kandidirali z našimi kmeti na določenih razpisih. Meni je žal, da smo na zadnje bili tudi uspešni in je potem stranka, ki je želela investirati, odpovedala, ampak kljub temu bomo tukaj tudi nadaljevali. Torej, to je pogoj, to moramo doseči. Potem v nadaljevanju tudi drugi predelovalni obrati seveda so tisti, ki na nek način dvigujejo to dodano vrednost. In ves ta potencial lahko v pomurskem prostoru ostane in daje neko novo kvaliteto. Jaz vidim tudi nekaj drugega. Mogoče bo tudi kakšno vprašanje v tej smeri. Glejte, mi imamo tudi ogromno najrazličnejših delavnic in tako naprej, kako si oskrbeti hrano doma preko vrtov in tako naprej. Ja, res je. Ampak vsi tisti, ki si jo oskrbijo doma, jo ne bodo kupili. Torej, to je moment samooskrbe, ki je absolutno na mestu in ga tudi podpiram. Po drugi strani pa moramo širiti sistem predvsem na tem vmesnem delu, torej med primarom in pa trgovino, kjer lahko dosegamo nekoliko višje učinke. Lansko leto smo se kar nekaj časa pogovarjali o problemu, ker pšenica gre v Avstrijo. To je lahko problem, ni pa mus, da je problem. Ne? Vsaj jaz tako tudi na njega gledam. To pomeni, da smo primarci naredili svojo nalogo, ampak nekdo drugi v segmentu v tej državi ni naredil svoje naloge. Mi dva z predsednikom, danes tukaj, tudi član upravnega odbora, gospod Vrš Tibor, smo mnenja, vsaj jaz tako mislim, da je primar tisti, ki je seveda v prvi vrsti odgovoren za naš del kmetijstva v smislu pridelave. Od pridelave naprej, torej predelovalna industrija, živilsko predelovalna industrija, je v gospodarski zbornici, veste. Tako je, od gospodarske zbornice naprej prihaja trgovinska zbornica. In včasih zadeve pomešamo, ne? Včasih namerno, ker se potresemo neke odgovornosti, ampak jaz mislim, da bi pa vseeno enkrat mogli narediti tudi red na tem mestu in pa v tem prostoru in tudi mogoče na način sankcioniranja ustvariti en sistem, kjer bi potem vsi tisti kmetovalci ali potencialni, ki se ukvarjajo z primarom in pa predelavo, imeli možnost, da bi preko dopolnilne dejavnosti ali kakršnekoli drugih oblik lahko v smislu turizma bili bistveno večji dobavitelji, kot so bili do zdaj. Ena največjih težav kmetijstva tukaj na Goričkem, s katero se ukvarjamo že vrsto let, je škoda, ki jo povzroča divjad na poljih, vinogradih, sadovnjakih. Katere so tiste potrebne rešitve oziroma kje se zatika, do teh rešitev ne pride? Ker je ta problematika izjemno akutna tukaj na tem delu Goričkega, bi vas prosila vse 3 za kratek odgovor na to vprašanje, pa če lahko začnemo, gospod Kovač, kar pri vas. Torej, Zavod za gozdove Slovenije je po zakonu sestavljalec lovsko-upravljavskih načrtov, seveda kateri opredeljujejo, koliko, s kakšnim obsegom in v kakšni količini in vrsti se posega v posamezne lovne vrste divjadi. Tu na Goričkem je prišlo v zadnjem obdobju, zadnjih 5 let, morda do izjemnega povišanja škod po divjadi, predvsem po 2 vrstah, torej po divjem prašiču in po jelenjadi. Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Murska Sobota,
je kot sestavljalec oziroma pripravljalec predlogov lovsko-upravljavskih načrtov je v tem kontekstu tudi po številnih problemskih konferencah in odzivih županov iz tega območja povečeval odstrele posameznih problematičnih vrst divjadi. V tem kontekstu mislim predvsem odstrele divjega prašiča in pa jelenjadi. Eksplozija populacije divjega prašiča, ki se je zgodila v Sloveniji, ne le pri nas, ampak po celotni Sloveniji, posebej ekstremno pa še na Primorskem in pa seveda tukaj na Goričkem, v letih od 2010, 11, 12 in 13. Za njo lahko rečemo, da se je z povečanim odstrelom oziroma z odstrelom brez kakršnih koli omejitev, da je zgodba šla mimo in da so se škode po tej vrsti že zmanjšale. Seveda to ne pomeni, da ne bo potrebno narediti še radikalnejših korakov tudi v tem sedanjem obdobju, torej v letu 2015. In zato tudi ni nobenih omejitev, torej lovci nimajo nobenih omejitev, ne po letnem času in ne po spolni, torej po spolni strukturi. Problematična je druga vrsta lovne divjadi, to je jelenjad. Ta eksplozija v populaciji pa se je pojavila v letih 12-13 in seveda je bila prisotna tudi v lanskem letu. Odstreli so se zviševali in sicer že sprejeti ukrepi iz leta 2012, kjer se naj poveča odstrel za 50%, je bil tak tudi sprejet, in sicer odstrel na samem konkretnem lovišču s posebnim namenom Kompas Peskovci se je iz 200 kosov povečal na 300 kosov in bil tudi tak realiziran. Ker učinki niso bili dovolj zadovoljivi, se je v naslednjih 2 letih ta odstrel še 2-krat povečal, za 10%. Tako da je lani z lanskim letom v 2014 bil realiziran odstrel 360 kosov jelenjadi in torej obseg škod v fizičnem smislu je lansko leto začel padati. Ne glede na to je letošnji predlog in tudi zdaj že sprejeti predlog lovsko-upravljavskega načrta za leto 2015 opredelil še nadaljnje povečanje, in sicer na 410 kosov jelenjadi, torej še za dodatnih 12-15%. In trdno upamo, da bodo ti ukrepi takšni, ki bodo pripeljali do tega, da bodo škode na kmetijskih zemljiščih padle, ker, in s tem tudi zaključujem to svoje razmišljanje, nobenemu ne more in ne sme biti v interesu plačevati tolikšne škode, ker enostavno noben sistem dolgoročno to ne prenese. Zato tudi lovišču s posebnim namenom Kompas Peskovci to ne more biti interes in si močno prizadevamo, da te škode zmanjšamo na znosno raven. Treba pa je seveda povedati, da, kar sem že večkrat povedal, povsod, kjer je bila priložnost, živimo v prostoru, v katerem je divjad z določenim obsegom prisotna, bo verjetno zmeraj prisotna in seveda bodo škode na kmetijskih zemljiščih v določenih obsegih tudi zmeraj realnost. Zakonska obveza vseh upravljavcev lovišč pa je, da te škode poplača, da se z oškodovanci dogovori in da jih poravna. In seveda iz tega torej tudi zaključujem, da je želja vseh upravljavcev lovišč pa je, da so te škode znosne in seveda, da jih lahko trajno uravnava, da so znosne predvsem in ne samo za njih, ampak tudi za lastnike kmetijskih zemljišč. Ja, jaz se s tem prvim delom seveda v celoti strinjam, kar je bilo rečeno, ampak dejstvo je namreč eno. Res je, da živimo v prostoru, kjer moramo živeti vsi in
tako je tudi edino prav, ampak moje mnenje je, tako kot sem v začetku nekako tudi začel, mi se moramo dogovoriti glede prednosti v prostoru. Osebno menim, da je vseeno človek tisti, ki si na nek način mora podrediti vse ostalo in sigurno ima v tem prostoru prednost pred vsem drugim in tudi tukaj pač morajo biti zadeve temu primerno uravnotežene. Jaz mislim, da ljudje na Goričkem morajo imeti popolnoma enake pogoje za življenje, kot jih imajo kjerkoli drugje, kajti na Goričkem veljajo čist enaki davki in pa vse drugo kot kjerkoli drugje in ni nobenega razloga, da bi ta gorički človek bil v deprivilegiranem položaju. Ko govorimo o enakih pogojih, mislim tudi o tem PRP-ju, ki smo ga še prej omenjali, torej nemogoče je izvajati sistem posameznih ukrepov, če vedno imaš pred sabo ta problem, kaj se bo zdaj dogajalo na tvoji kmetijski površini. In jaz mislim, da je nekorektno, da določena skupina ljudi, ki se ukvarja s kmetijsko pridelavo in ki prideluje hrano za slovenske davkoplačevalce, mora svoja proizvodna sredstva ograjevati, da lahko pridela hrano za sebe in za druge. To najverjetneje ni nekako v ponos nam vsem skupaj, ki živimo v tem času. Škode morajo pasti, se sigurno strinjam, in sicer na raven, ki jo določi stroka. Jaz nisem lovec in se ne spoznam na to stroko, ampak sem prepričan, da obstajajo mehanizmi, ki to lahko dosegajo na dolgi rok in seveda to mora biti izvedeno čim prej. In pa ta delež, ki je prisoten v tem prostoru, je velikokrat tudi tisti, ki je ne samo predmet določenih sporov in diskusij. Ne nazadnje spomnim se kar nekaj sestankov na teh lokacijah od odbora za kmetijstvo Državnega zbora, obiskom ministra, zdaj je predvideni v petek spet sestanek odbora za kmetijstvo pri Državnem zboru. Glejte, vse to je zastonj, če se število ne bo zmanjšalo in da ne bomo dosegli te optimalne ravni. Hvala lepa. Ja, tukaj lahko dejansko se strinjam z povedanim, kar je gospod Režon povedal. To je eno problematik, na katero nima Evropska unija direktnih vpliva. Se pravi, to bi mogli mi sami rešiti. In se ne moramo zgovarjati na neke evropske predpise, kar se v kmetijstvu običajno dogaja zdaj zelo pogosto. Jaz se sami s to problematiko v Sloveniji ukvarjam že od 2000 naprej, pa mi je kar težko, ko sem tako neuspešen. Zakaj gre? Sistem, ki je trenutno v Sloveniji načrtovanja, je napačen, prepočasen. Prepočasen je odziv. Če ti danes nekaj načrtuješ, drugo potem je izvedba, potem je rabiš 2-3 leta, da sploh opaziš kakšen učinek, največkrat pa opaziš neučinek. Divjad v zadnje čase se pa neverjetno hitro razmnožuje. In prišli smo v situacijo, da ni predelov v Sloveniji, kjer ne imeli problem iz divjadja, da ne govorim še o zvereh, pa še o čem večjem. In tukaj zato govorim o neučinkovitem sistemu, ki bi ga bilo treba spremeniti. Jaz sem za Novlet bral knjigo Marije Teresije, ki je bila divjad tako huda, ampak šlo je za drobno divjad, ne tako za velike živali, da je bilo v Avstro-Ogrski takrat že lakota zaradi tega. In so to počistili, ona je samo dala dekret in je bilo v enem letu, ni bilo nobenega problema z škodami. Jaz nisem zagovornik tega, da je treba kar odrezati čez noč, ampak sistem, kjer 20 let se pogovarjamo o isti zadevi. Lete pa jaz nimam nič proti nobenemu, ampak problem gojitvenih lovišč, prej se jih tako imenovali, zdaj pa lovišč za posebnim namenom, je vedno isti. Preveč divjadi, preveč škode, se pravi,
Jaz pa se vprašam danes, komu pa tisto gojitveno lovišče sploh služi. Zakaj je ta trenutek v Sloveniji potreben? Zakaj je ima neko lovišče s posebnim namenom potreben, če imamo divjad tam preveč? Ko so rekli gojitveno lovišče, ja, zato da je bilo pač se ohranil neki stalež. Danes v tem trenutku ne vem, čemu to služi, če odzad cela področja propadajo zaradi tega, ker je vse požrtev, vse uničeno in tako naprej. Tako, ki je gospod Režen rekel, odločiti se moramo, kaj v tej državi želimo. In jaz sem tega se že naveličal, ker kamorkoli pridem, je nevzdržna situacija in nihče pa noče temu prisluhniti, da bi kaj ukrepil. Govorim, sistem pa je prepočasen. Potem druga zgodba, ki se pa zdaj pojavlja, pa še denar. Denarja ni. Treba je plačati škoda, denarja ni. Ja, kaj tisti človek tam, ki je kriv za to, on bi raj videl, njemu je vse na denar, ni, ampak bi raj videl, da škoda ne bi bilo. Vedno, ki je naravni nesreča, taka ali pa drugačna, tudi, ne vem, tudi če imaš še tako zavarovan, si običajno, tebi se gre za to, da tisto, kar si vsejal, tudi požaneš, ne za to, da boš iskal nekje ene odškodnine. In zdaj v letošnjem proračunu ni denarja za škode po zverjeh, ni denarja za škode v gojitvenih v teh loviščih, ja, samo očitno ima denar samo še nekaj lovske družine. In od tod izvira tudi pa ta, se pravi, odnos do domačinov, verjetno od tod je tudi izvira neke težne po temu, da bi se to razpustili, pa da bi se dalo upravljanje lovskim družinam. Tukaj dejansko, ker je vse odpovedalo, vse ukrepi, se pravi gospodarjenje v teh območjih je odpovedala, seveda se pri kmetih čisto razumljivo pojavlja res težnja k temu, da če država ni sposobna, ne zmore tega poravnavati, potem nam je to lovske družine, pa naj pač upravijo s tem. Pa še vemo, da ni to rešen problem. Problem, kruto bo zgledal, kar bom rekel, zelo kruto, ampak ta problem v Sloveniji se tako razpasel, da ga bo nekaj časa reševala samo puška. Pa se ne izgleda še tako kruto, ampak jaz sem ogromno prehodil, pregovoril, nobeno se nič ne da pove, ukrepati se ne da. In sem razočaran tukaj na tem področju, da so tako ministrstvo za kmetijstvo kot okolje tako toga v temu. Jaz vem, da so odzad tudi lobiji, ampak kaj enkrat stvar, glede, mi se nismo pred 10 letom ukvarjali za škodami v gozdovih. Zdaj imamo ogromno problem že popašanja v gozdovih. Se pravi, stvar gre samo naprej. Na Kočevskem, ker se je kmet odmikal, najprej na Kočevskem že 20 let ne sejejo več žit, koruze, zdaj že več travno-detovnih mešanic ne sejejo, ker jim že tisto vse požreje. Se pravi, kam ne gre, nima kam več odmakniti, se samo odmika. In nihče noče tega prepoznati. Ja, divjad izkorišča svoj naravni prostor. Ljuba duša, moj oče je vedno rekel, divjad, ki enkrat vidiš sredi dneva, tiste je preveč. Gotovo. Divjad mora biti tok, kde po dnev ne vidiš. Mogoče še samo kratko vprašanje, ko ste govorili o spremembi sistema, sprememba zakonodaje ali sprememba miselnosti ljudi na ministrstvu? Če bi uspeli zakonodajo spremeniti, bi se mogla tudi miselnost na ministrstvu spremeniti, ker bi mogli izvajati zakone. Mogoče pa je to ena izmed naslednjih projektov Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, zbiranje podpisov za spremembe na tem področju. Hvala lepa vsem gostom za vaše razmišljanje o prihodnosti kmetijstva na Goričkem. Sedaj pa predajam besedo vam, spoštovanje občinstvo, pa bi mogoče najprej za kratko razmišljanje o kmetijstvem na Goričku poprosila naše župane, pa če lahko najprej našega domačega župana, gospod Šlithuber. Najprej vas lepo vse prepozdravljam. Kar se tiče mojega gledanja na kmetijstvo, sem sicer izhajal iz toga kmetijskega področja, vendar vam želim povedati vse tako je bilo povedano tu, se dejansko s tem strinjam. Drugo, kar pa je, jaz sem si zastavil eno svojo vizijo,
To vizijo sicer gospod Reženja ni omenil, namreč v tom regionalnem razvojnem programu želim, da se tudi spostavi neka zgodba o razvoju kmetijstva in podeželja in v naši občini se zastavil za cilj, da bi z govedorejsko farmo, to se pravi krave dojilje in pitanci, in pa odkupi vseh proizvodov iz gospodinstev in kmetij bi bili plasirani v to kmetijo oziroma zadrugo, ki bi dala potem posledično rezultat, da bi tako, ki se pa nišče ni danes omenil in se tudi mogoče je šlo malo mimo, je pa bilo nekaj povedano med resnicami parcele sklada kmetijskih zemljišč. So sicer bili povedane v tistem delu zakupi in tako naprej. Res pa je, če pogledamo določene površine sklada kmetijskih zemljišč, so zaraščene, neurejene in to je sestavni del tudi tega programa. Jaz sem prepričan, da bomo sosedi, tudi sosednje občine, se vključili v ta program. Predvsem si pa želim, da v regionalnem razvojnem svetu ne bi prevladala miselnost, da bi dali prednost drugim programom, ki so športne dvorane ali pa kakšni drugi subjekti, ki ne prenašajo dodane vrednosti, to pa je zaposlovanje. Jaz mislim, da bi za takšnim produktom bila vključenost več gospodinstev, več možnosti zaposlovanja in tudi preživetja določenih gospodinstev in pa tistih samozaposlitev. Želim si, da bi s tem programom v letu 2018 in 2019 uspeli